Pozdravljeni. Ker vsakodnevno izgovorimo na stotine, če ne že na tisočine besed, bi bilo modro vedeti, katere besede so primerne in katere bi bilo celo bolje, da jih ne uporabljamo. Kot rek, ki govori: lepe besede najdejo lepo mesto, tudi tiste ne toliko lepe ali celo neprimerne najdejo neprimerno mesto. Lepa beseda, topla beseda, primerna beseda namreč gradi in hrani telo in duha tistega oziroma tistemu, ki je bila namenjena. Enako velja za neprimerne besede ali celo žaljivke. Te namreč ne gradijo, temveč rušijo. Rušijo svet tistega, katerem so bile namenjene. Vsak izmed nas namreč živi v svojem svetu in s pomočjo moči besed te svetove lahko gradimo ali rušimo. S temi svetovi se namreč delujemo v svetu in pametno bi bilo, da jih ne rušimo, temveč da jih gradimo ter tako širimo svoja obzorja. Četudi izgovorimo lepo besedo, primerno besedo, to morda ni dovolj. Zakaj? Ker važno je, kaj stoji za besedo, torej s kako energijo oziroma katere misli so za to besedo. Če izgovorimo lepo besedo, ker mora biti tako, ali pa ker ne upamo izgovoriti besedo bližje resnici, potem tudi tista lepa beseda sicer lepo mesto najde, ampak nima prave moči, ker ni podprta z energijo pozitivnih misli. Enako velja tudi za neprimerne besede in žaljivke. Če niso podprte z res takimi temnimi mislimi, potem niti ne morejo narediti kakšne večje škode. Vse je namreč energija in tudi besede so energija oziroma izhajajo iz energije. Z besedami namreč želimo povedati tisto, kar čutimo v sebi do drugega ali druge, in kolikor smo pač spretni, to izustimo z besedami, ki jih poznamo. Vsak prepozna brez šole, katere besede so primerne in katere niso. In zakaj potem je danes še vedno toliko žaljivk oziroma besed, ki niso toliko lepe? Zakaj se danes ceni tista druga stran, torej ne toliko lepa in svetla, temveč tista, ki ruši svetove? Ker vse besede izhajajo iz nas, je vse, kar izgovorimo,
slika naše notranjosti. In če v sebi hranimo nepozitivne misli oziroma smo žrtve in si želimo podzavestno na tem tudi ostati, bomo to cenili in to tudi govorili. In drugi bodo to na nek način tudi hvalili. Ko pa uvidimo, da s tem rušimo in sebe in druge okrog nas, potem bomo začeli hraniti tisto našo svetlo plat in s tem se bodo rojevale in izgovarjale lepe, primirne in besede polne moči, ki gradijo lahko svetove znotraj nas in vse okoli nas. Tako. Naj bodo besede lepe in primirne, ker le tako je možno zgraditi lepi svet. Hvala.